Prebrala sem poročilo Tolpa za spolno izkoriščanje otrok v Združenem kraljestvu, da vam tega ne bi bilo treba. In žal moram reči, da je situacija še veliko hujša, kot so nam dali vedeti. In zdaj se počutim popolnoma in povsem slabo. Opozorilo na sprožilec. Če ne želite slišati, kako je bilo 250.000 mladih deklet sistematično posiljenih strani skupine priseljencev po vsej Veliki Britaniji in o tem, kako so vlada in politiki v Angliji to zgodbo prikrili, potem verjetno ne bi smeli gledati tega videa, ker bomo o tem res veliko govorili. In recimo samo to, da si želim, da bi lahko rekla, da je to stvar preteklosti, da so to zgodbe iz začetka 2000-ih in da so se stvari spremenile. Ampak tudi zdaj, prav zdaj se stvari še vedno prikrivajo. Ampak ne prehitevajmo. To je poročilo o preiskavi posilskih tolp. In po besedah Ruperta Lowa, osebe, ki je vse to omogočila, enega izmed politikov v Združenem kraljestvu, je to prebralo več kot 1 milijon ljudi. In to ne preseneča, ker je internet popolnoma šokiran nad to zgodbo. Zdaj, ko rečem, da bi morala biti ta zgodba verjetno edina zgodba, o kateri bi morali vsi govoriti, ne vem, če je to pretiravanje. Ker smo nekako začeli verjeti, da smo v današnjih zahodnih demokracijah že presegli to noro zarotniško dogajanje, ker so ljudje v ozadju, ki počnejo grozne, strašne stvari, za katere nihče od nas v resnici ne ve. Ali pa se vse skupaj prikriva. Ampak to poročilo o preiskavi posiljevalske tolpe nam dokazuje, da to ni stvar preteklosti. Točno to se dogaja prav zdaj. In to je popolna travestija. A še pomembneje, to je opozorilo za vse države, ki še niso bile sistematično islamizirane. In povedala vam bom zakaj. Zelo preprosto ta zgodba o tem, kako 250.000 deklet ni bilo zaščitenih strani svoje vlade, je zgodba o tem, kaj so ti ljudje uspeli narediti, kako so uspeli manipulirati s sistemom. Do te mere, da smo vsi, prav vsi, zaslepljeni glede resničnosti tega, kar se v resnici dogaja. A so to gradili? Počasi so gradili in vztrajali naprej. In ko se zdaj ozrete okoli sebe in vidite čudne stvari, ki se dogajajo in čudne spremembe v vaši družbi, nato pa se premaknete naprej, preskočite 10 let in pogledate Združeno kraljestvo ter vidite, kaj se tam dogaja. Morate vedeti, da so vse te stvari povezane. In to, dragi prijatelji, je ogabno. Zahvale. Vsaka priča, ki je prostovoljno podala svoje pričevanje, naj bo to preživeli pacient, starš, žvižgač, politik ali strokovnjak, je pokazala pogum, ki je to preiskavo sploh omogočil. Dejstvo, da potrebuješ pogum, da razkriješ, da je bilo posiljenih. 250.000 deklet je res žalostno, iskreno. Začnimo s tem. Velika Britanija nima problema z rasizmom, ima problem z imigracijo. In mislim, da je to verjetno popoln ton, s katerim začnemo to preiskavo, skozi katero ne bomo šli v celoti, ker iskreno ne vem, če bi to vsi zmogli prenesti. Ampak tisto, kar so nam govorili, je, da smo vsi rasisti. Da smo vsi samo rasisti, ker nam niso všeč ljudje, ki so drugačni od nas. In mislim, da se mnogi izmed nas počutimo, kot da nismo rasisti. Preprosto nam ni všeč sprememba, ki se dogaja v naši družbi, do katere prihaja zaradi priseljevanja. In zdaj, kot pravi zelo znan citat, svetovno znan citat, če uvažaš tretji svet, dobiš tretji svet. In vemo, da so v državah tretjega sveta sistematične tolpe za spolno izkoriščanje popolnoma običajne. Torej, smo posebej presenečeni, ko se to pojavi na našem pragu? Ne. Preseneča nas dejstvo, da je vlada to dejansko prikrila iz strahu, da bi jih imeli za rasiste. Tako kot mnogi pošteni in trdo delajoči Britanci, nisem vedela za obseg zla, ki so ga in ga še vedno povzročajo, predvsem pakistanski islamistični moški proti ranljivim mladim belim ženskam in dekletom v skupnostih po vsej naši državi. Toda en sam sodni zapisnik iz enega takšnega grozljivega primera, ki ga je lani poudaril Elon Musk, je sprožil dolgo pričakovano nacionalno soočenje s to temo, ki je navdihnilo več kot 20.000 britanskih domoljubov, da so pomagali financirati našo preiskavo o posilstvenih tolpah. Sledi celovito poročilo o ugotovitvah te preiskave. Ključno je, da so vsi povezani sodni dokumenti varno shranjeni, tako iz pravnih kot zgodovinskih razlogov. Vse Britance pozivam, naj to poročilo preberejo v celoti. Iz teh dogodkov se moramo nekaj naučiti in slediti morajo pregoni zaradi grozljive strahopetnosti tistih, ki so zavrnili upiranje takšnim grozotam. Tukaj imamo dve različni težavi. Imamo težavo z migranti, ki je ogromna težava, a imamo tudi težavo z vlado. Kajti če so za to vedeli in so dovolili, da se to zgodi, potem je to, dragi moji, prava tragedija vsega tega. Svet je nevaren kraj za življenje. Ne zaradi zlobnih ljudi, ampak zaradi tistih, ki ne naredijo ničesar glede tega.
In prav zato smo tukaj, ker smo resnično siti vsega, kar se dogaja in dejstva, da ljudje o tem sploh ne govorijo. Preiskava tolpe posiljevalcev v Waku je zdaj zaključila prvo fazo svojega dela. Ustanovljena je bila za preučitev enega najbolj grozljivih škandalov v dolgi zgodovini naše države. Sistematičnega izbiranja ranljivih deklet za tarče, večinoma belke Britanke, strani pretežno muslimanskih pakistanskih tolp v mestih po vsej državi. Dokazi, predstavljeni na zaslišanjih, so potrdili tisto, kar je bilo že dolgo znano, a so številni iz političnega razreda to večkrat zanikali. Preiskava je povabila dekleta, fante, moške in ženske vseh ras in veroizpovedi, da pričajo o svojih izkušnjah, da bi dobili celovito sliko o pojavu posiljevalskih tolp. Poročilo v primeru iz leta 2025 je navedlo, da je bilo nesorazmerno veliko moških azijskega porekla med osumljenci za skupinsko spolno izkoriščanje otrok. Preiskava o posiljevalskih tolpah je bila nujna, ker so država in institucije desetletja katastrofalno odpovedale. Policija, socialne službe, šole, NHS, licenčni organi in vlade so tem tolpam dovolili, da so delovale brez posledic. Očitno je primanjkovalo politične volje, da bi se z njimi soočili. Laburistična stranka je sprva popolnoma zavrnila javno preiskavo. Popustila je šele pod velikim pritiskom. Minilo bo še veliko let, preden bo ta preiskava zaključena, in ni nobenega zagotovila, da bomo ustrezno naslovili politično občutljivo etnično versko naravo tega pojava, kljub temu, da zdaj zahtevamo preiskavo. Poziv k preiskavi zaradi tolpe posiljevalcev je vodila preživela. Vsak dan je komisija sedela s Samijem Woodhousom, preživelem, ki je sama postala aktivistka, skupaj z različnimi strokovnjaki, ki so sodelovali glede na svoje strokovno področje, kar je bilo v središču naših prizadevanj za iskanje resnice. Pogovorimo se za trenutek o Samiju, ker je to res zanimivo omeniti. Vidite, Sami Woodhouse je tudi sama preživela in danes zjutraj je objavila naslednje. Danes zjutraj sem nastopila v oddaji Dobro jutro Britanija, v neposrednem intervjuju o združbah za spolno izkoriščanje otrok. Preden sem šla v eter, so mi rekli, naj ne omenjam rase storilcev. Seveda jih nisem poslušala. Zdaj sem prejela opravičilo od urednika. Ona gre v eter, da govori o tem poročilu. Poročilu, za katerega vsi natančno vedo, o čem govori. Vsi ga vidijo. Vsak ga lahko prebere sam. In še vedno rečejo, še vedno jim mediji rečejo, naj ne omenja rase storilcev. Še vedno smo tam. Še vedno imamo ta problem. Ne gre nikamor. Kot sem rekla, ne bomo prebrali vsega. Morali bi si to ogledati. Je gnusno in težko, ampak bomo šli skozi povzetek. Samo zato, da ljudje razumejo, v kakšnem obsegu se to dogaja. Preiskava o posilstvenih tolpah je preučila sistematično usmerjanje na ranljiva dekleta, večinoma belih Britank, strani pretežno muslimanskih pakistanskih tolp v mestih in krajih po celotnem Združenem kraljestvu. Dokazi, predstavljeni preiskavi, potrjujejo, da ta škandal predstavlja eno najstrašnejših zgrešenih dejanj v zgodovini države. Organizirana mreža storilcev je vzpostavila usklajene operacije, ki so žrtve prevažale med različnimi lokacijami, jim dobavljale droge in alkohol, zlorabe snemala za distribucijo in izsiljevanje ter dekleta predala med več odraslimi moškimi. Zločini so bili zagrešeni desetletja, vse od 50 let prejšnjega stoletja, predvsem strani Pakistancev, in so prizadeli vse regije naše države. Obseg storjenih zločinov je osupljiv. Že prej je bilo ugotovljeno, da je bilo najmanj 250 tisoč mladih belih deklet izpostavljenih ponavljajočim se posilstvom, skupinskim posilstvom, trgovini z ljudmi, mučenju, nosečnosti, prisilni islamski spreobrnitvi in doživljenjski travmi. Pravo število je verjetno še višje. Storilci nosijo glavno odgovornost, vendar se je treba soočiti tudi z institucionalnimi neuspehi, ki so jim to omogočali desetletja. V sodnih zapisnikih in uradnih preiskavah je približno 78% tistih, ki so bili obsojeni v teh primerih skupinskega spolnega izkoriščanja otrok, imelo izrazito muslimanska imena. V redu, ne pravi, da so vsi islamisti. Pravi le, da ima 78% izmed njih zelo islamistična imena. Velika večina moških vpletenih v te tolpe ni bila obsojena. Dr. Taj Hargej, imam iz Oxfordske islamske kongregacije, verjame, da je pravi delež članov tolp, ki so muslimani, okoli 95%. Ta številka močno presega delež muslimanov v celotni populaciji. Populaciji Združenega kraljestva. Iskreno, mislim, da moram narediti premor, ker me to preprosto sili k bruhanju. Ta številka močno presega delež muslimanov v celotni populaciji Združenega kraljestva. Pretežna večina moških članov teh posiljevalskih tolp je bila izključno iz islamističnega okolja, predvsem pakistanskega porekla, čeprav so bile vpletene tudi manjše skupine iz somalskega, iranskega, sirskega, turškega in drugih muslimanskih okolij. Preiskava je slišala pretresljiva pričevanja preživelih in njihovih družin.
Metoda, ki so jo uporabljali za zlorabo otrok, je običajno sledila istemu postopku. Dekleta, stara komaj. 11 let je sprva navezal mlad islamistični moški, ki je nato otroka obravnaval kot odraslo osebo in ji začel ponujati alkohol, droge in cigarete. Po nekaj mesecih so dekleta pobirali pred šolskimi vrati, iz rejniških domov ali na ulicah s taksiji. Odpeljali so jih v hiše, stanovanja, restavracije in hotele, kjer so jih skupine moških večkrat posilile, mučile, snemali za izsiljevanje in jim govorili, da so bele smeti ali kaferi, ki si zaslužijo kazen. Mnoge so zanosile, ko so bile še otroci. Zdaj to beremo. In mislim, da smo na tej točki postali neobčutljivi na vse, kar tukaj beremo. Ampak dejstvo, da jih je toliko zanosilo kot otrok, pa vlada ni naredila ničesar. Ali pa zdravstveni sistemi tega niso izpostavili ali ukrepali, se mi zdi neverjetno. Ker si predstavljam, da če bi bila zdravnica in mi prišla 13-letna deklica noseča, bi se mi zagotovo prižgali alarmi. In zdi se mi, da če si 13-letna deklica in te večkrat posiljujejo v različnih stanovanjih različni ljudje, ki ti govorijo, da si smet, kakršnakoli izmišljena zgodba o fantu bi bila precej enostavna za prepoznati kot laž. Ker ne more biti tako težko prebiti se skozi to, kar te dekleta doživljajo čustveno, in razkriti, da je nekaj narobe. Preprosto ne verjamem, da je lahko tako težko. In morda, če imaš najbolj manipulativno 13-letno dekle na svetu, za katero ne verjamem, da bi nasedla takšnih stvari. Ampak če imaš desetine, stotine ali tisoče takšnih zgodb, moraš na neki točki opaziti ponavljanje in nekatere med njimi se morajo zlomiti. In kako to, da to ni bil večji škandal? Nekatere so zaradi travme spontano splavile, druge so bile priziljene v splav, nekatere pa so rodile otroke, ki jih je kasneje odvzela država. Gotovili smo, da so se enaki neizrekljivi zločini zgodili v vsaj 149 okrožjih lokalnih oblasti, kar je skoraj 40% vseh takšnih okrožij po Združenem kraljestvu. Celoten zemljevid si oglejte na strani 14. Preživeli so opisovali vsakodnevna posilstva, rdeče sobe z izjemnim mučenjem, trgovino z ljudmi med mesti in institucionalno nevero, ki je še povečala njihovo trpljenje. Nekatera dekleta so bila celo preprodana na Bližnji vzhod, kjer so morala prestajati islamsko poroko. Demografski in kulturni vzgibi so jasni. Storilci pakistanskega, muslimanskega in drugega muslimanskega porekla so delovali po klanskem kodeksu časti in sramu, ki je nemuslimanska dekleta, še posebej belopolte deklice iz delavskega razreda, obravnaval kot lastnino namenjeno spolni uporabi. Ta vzorec je bil okrepljen z 8 teološkimi in pravnimi vidiki islama. Sem spada tudi doktrina muslimanske nadrejenosti, ki izhaja iz koranskih verzov in postavlja muslimane na vrh z dolžnostjo, da popravljajo nevernike. Opravičilo članov tolpe za njihova kazniva dejanja je mogoče najti v islamskih načelih zvestobe in odpovedi, znanih kot Allahu Allah, Waba, Allahu Abara. Ukazuje sovražnost do nemuslimanov in nadrejenost moških nad ženskami. Prisiljene poroke, skupaj z odsotnostjo kakršnekoli določene minimalne starosti za privolitev, dojemanje ženske spolnosti kot nekaj nevarnega, sistem spolnega suženjstva, ki dovoljuje spolne odnose z nemuslimanskimi ujetnicami in versko potrjena družbena hierarhija, ki podreja osvojene nemuslimane. Naj bom zelo jasna. Ko ljudje rečejo stvari, kot je šeriatsko pravo prihaja v vaše mesto, o tem govorijo. Ne govorijo o, pomoči, lepih oblačilih in ljudeh, ki imajo prijetna praznovanja z družino. Govorijo o tem, ker je to prišlo v Združeno kraljestvo. Spet to je grozljivo in gnusno samo po sebi. Ampak dejstvo, da so to dovolili, je zame pravi problem. Če bi Velika Britanija delovala učinkovito, bi te deklice prejele precejšno zaščito države. Vendar jih je prav vsaka naša institucija katastrofalno pustila na cedilu. Policija je ignorirala ponavljajoča se poročila. Namesto storilcev so kriminalizirali žrtve, uničevali dokaze in dovolili, da so znani posiljevalci ostali na prostosti o plačilu varščine. Socialne službe so spodkopavale starše, ki so skušali zaščititi svoje otroke. Nameščale otroke v centre trgovine z ljudmi znotraj otroških domov. Zapirale primere kljub jasnim znakom izkoriščanja in se maščevale žvižgačem. NHS je zabeležil poškodbe genitalij, več spolno prenosljivih okužb pri otrocih, starih komaj 13 let, nosečnosti, povzročene s posilstvom in poskuse samomora. Kljub temu so žrtve odpustili nazaj k njihovim zlorabljalcem brez napotitev v sistem zaščite ali oskrbe po travmi. Šole so opazile starejše moške, ki so dekleta pobirali pri vhodih, slišale so razkritja o posilstvih na šolskih prostorih in so se odzvale tako, da so izključile žrtve, namesto da bi jih zaščitile.
Organi za izdajo dovoljenj za taksije so podaljševali dovoljenja voznikom, ki so predstavljali logistično hrbtenico teh mrež, in so popustili ob organiziranih protestih, kjer so bile predlagane osnovne varnostne ukrepe. Politični neuspeh je v središču tega škandala. Zaporedne vlade niso imele volje, da bi se soočile z etničnimi in verskimi vzorci. Posebno odgovornost nosi laburistična stranka. Sprva je zavrnila javno preiskavo in je popustila šele pod pritiskom ter odredila postopek, ki je naletel na vse splošen skepticizem. To je zemljevid. Osumljeno je te barve in potrjeno. Želim, da si za trenutek ogledate ta zemljevid. Potrjeno, 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 potrjeno. Osumljeno. Potrjeno, 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 potrjeno. Osumljeno. Veš, koliko ljudi živi na teh območjih? Potrjeno, 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 osumljeno, potrjeno, 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 potrjeno. Prav tukaj. Ta majhen trikotnik in ta mala stvar, ki štrli ven. Potrjeno, potrjeno, potrjeno. Posilstvene tolpe so delovale v vsaj 149 okrožjih lokalnih oblasti po vsej Združenem kraljestvu. London je razkrit kot epicenter institucionalnega zanikanja v škandalih z zlorabami otrok v tolpi. Medtem ko so se severna mesta soočila z javnimi preiskavami po razkritju resnice, je prestolnica leta dolgo vzdrževala zid molka. Župan Londona, Sadiq Khan, je večkrat vztrajal, da v mestu ne delujejo tolpe za zlorabe otrok. Sadiq Khan, kot verjetno vsi veste, je del določene politične ali verske skupine. Prepričana sem, da lahko ugotovite katere. To je šele začetek. Preberimo eno zgodbo. V zgodnjem otroštvu je bila Chloja priljubljena v šoli, uspešna pri učenju in je imela pestro družabno življenje. Čeprav sta se njena starša ločila, ko je bila še majhna, svoje zgodnje odraščanje opisuje kot razmeroma stabilno. Po ločitvi je polno skrbništvo nad Chlojo in njenim starejšim bratom dobil njun oče, kljub svojemu alkoholizmu. Njena mama pa je bila pogosto odsotna iz njenega življenja in je po ločitvi postala brezdomka. Chloja se spominja resnično varnega in podpornega domačega okolja pod skrbjo svojega očeta. Vendar pa se je po očetovi smrti tik pred njenim 10. rojstnim dnem preselila k svoji mami in njenemu novemu možu, za katerega pravi, da je bil pedofil in jo je zlorabljal. Chloina mama je večkrat ujela svojega moža, kako spolno zlorablja Chlojo, vendar ni storila veliko, da bi to ustavila. Ob neki priložnosti je Chloina mama ujela svojega moža pod tušem s Chlojo. Namesto, da bi posredovala, pa je zaprla vrata in odšla. Takrat je bila Chloja stara 10 let. To je že samo po sebi grozna zgodba. Zloraba se je kmalu stopnjevala v posilstvo. Chloin oči mi je dajal alkohol in cigarete, da bi jo utišal, in začela je kaditi konopljo. Približno v istem času je Chloja začela izostajati od pouka in preživljati čas v središču mesta s prijateljico brez nadzora. Opisala je skupine muslimanskih moških, predvsem Pakistancev, starih od 20 do več kot 50 let, ki so jim namenjali pozornost, vključno s požvižgavanjem in kupovanjem alkohola. Mnogi so bili taksisti, ki so dekleta vzeli v svoje avtomobile in jih vozili po mestu. V tej fazi še ni bilo spolnih zlorab in čeprav je bilo vedenje moških očitno neprimerno, sta Chloe in njena prijateljica, ki sta bili takrat v zadnjih letih osnovne šole, uživali, ker so jo obravnavali kot odrasli. To je vzorec. Zavajanje se je kmalu stopnjevalo, poleg alkohola in hitre hrane je prišla še čustvena manipulacija, moški, od katerih so bili mnogi v sorodu, pa so se Chloe predstavljali kot sočutni prijatelji. Chloe ta proces opisuje kot preverjanje, ali si ranljiva oseba. Fizični stiki, vključno s poljubi in masažami, so postajali vse pogostejši. Medtem se je zloraba njenega očima doma še poslabšala, njena mati pa je bila skoraj povsem odsotna. V tem času sta v bližini živela njena teta in stric, pri katerih je Chloe pogosto iskala zatočišče. Praznike je pri njih preživljala že v zgodnjem otroštvu in čutila je, da jim lahko zaupa. Nekega dne jih je obiskala, medtem ko je izostala od pouka, preden se je vrnila domov in preživela dan z mamo in očimom, ki sta bila v službi. Na Chloejino presenečenje je njen stric uro kasneje nepričakovano prišel k njej domov in povabila ga je noter. Po kratkem pogovoru jo je Chloe in stric spolno napadel. Chloe se je upirala, zato je odnehal in odšel. O napadu je povedala mami, ki je dogodek prijavila policiji. Policija je Chloe obtožila, da laže, in niso nadalje ukrepali. Do tega dogodka je svojega strica imela za enega najboljših ljudi v svojem življenju. Potem ni bilo več nobenega odraslega, kateremu bi se Chloe lahko zaupala ali pri katerem bi poiskala podporo. Postajala je vse bolj osamljena in se je močno zapletla s skupinami muslimanskih moških, ki jih je srečevala v središču mesta. Nekega večera so Chloe in njene prijateljice predlagale, da bi odšle v bližnje mesto, kjer je imel eden od moških hotelsko sobo.
Pobral jih je moški, ki je bil pijan in pod vplivom drog, ter jih odpeljal v hotel. Ko so prispeli, jih je hotelsko osebje videlo, vendar ni posredovalo. V sobi so dekletom dali močno vrsto konoplje, zaradi katere je bila Chloe, ki je bila takrat stara 11 let, popolnoma omamljena. Chloe prijateljice je skupina moških odpeljala v drugo sobo. Chloe pa je posilil moški, ki je vstal. Chloe se je upirala in udaril jo je. Moški je ni več poskušal spolno napasti. Namesto tega pa je obe dekleti, ki sta bili še vedno omamljeni, vrgel iz hotela in jima odklonil prevoz nazaj v njuno domače mesto. Bili sta prisiljeni hoditi peš. Bilo je okoli polnoči. Chloe ni želela iti domov, saj se je bala, da jo bo mama pretepla, ker je bila zunaj tako pozno. Zato je ostala pri prijateljici, stara 11 let. Poglej, kako dolga je ta zgodba. Poglej, kako dolgo je to. Končala bom s tem. Chloe verjame, da so bili lokalna policija, socialne službe, NHS in vlada popolnoma seznanjeni s tem, kaj se dogaja, vključno z rasno naravo zločinov. Vendar niso posredovali iz dveh razlogov. Ker se jim ni dalo ukvarjati s papiri in ker niso želeli, da bi jih imeli za rasiste. Chloe za svojo zlorabo krivi te institucije in njihov velik pritisk na raznolikost. Če bi šli na X in si to ogledali, bi videli, da o tem govori na tisoče ljudi. Na tisoče in tisoče in tisoče ljudi. Ker je to resnično ogabno. Prekleto, to je res temačno. Enkrat je policist Fiono vrnil v hišo, kjer je potekala zloraba, in moškim rekel, naj se zabavajo z njo. Zabavajte se z njo. Zabavajte se z njo. Zabavajte se z njo. Zabavajte se z njo. 250.000 deklet posiljenih, resnica, ki so jo skušali prikriti. Tako, dragi moji, lahko preberete poročilo preiskave, če želite izvedeti resnične podrobnosti o tem, kaj se je dogajalo. Ampak to je opomnik za vse tam zunaj, ki verjamejo, da je to le teorija zarote, da se to dogaja nekje drugje. To je infrastruktura, ki obstaja, in to je nevarnost, ko družba verjame, da je prikrivanje rasizma pomembnejše kot dejansko varovanje svojih mladih. Tada, si zdaj zadovoljna s tem, kar imaš? Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.